Debeli suhec, na videz totalno nelogična besedna zveza, ampak pove bistvo in točno to, kar se dogaja. Sicer oseba po klasičnih standardnih popolnoma zdrava in suha, ko jo vidiš na pogled, deluje popolnoma normalno, v resnici pa ima veliko težav. Takrat govorimo o debelem suhcu. Kako izgleda? To je v bistvu oseba, ki ima zelo malo, praktično premalo mišične mase in veliko maščobe. Zaradi tega je še vedno na videz suh. Ko ga vidimo v oblačilih, nam izgleda, kot smo rekli, popolnoma normalno. Maščoba pa zapolnjuje tisti večji del telesa, ki ga ne bi smelo. Maščoba se nahaja okrog trebuha in okoli organov, kjer je najbolj škodljiva. To ni edini razlog, da bi nekdo poskušal spremeniti svojo telesno kompozicijo zaradi tega, da bi pač izgledal bolje, ko se sleče, ni zadovoljen, ampak je problem debelega suhca v zdravju. Namreč ta problem je zelo povezan z metabolnim sindromom, ki je danes zelo pogosto prisoten, in ta metabolni sindrom je v bistvu več faktorjev, ki naenkrat vpliva na telo, se pravi regulacija sladkorja, težave v regulaciji sladkorja, v profilu maščob in v stopnji vnetja v telesu. To lahko seveda vidimo tudi v krvnih analizah, se pravi, če naredimo krvne preiskave in vidimo, da je regulacija sladkorja slabša, da je profil maščob slabši in da je stopnja vnetja povišana. Tako laično, recimo pri meritvah, ki jih jaz delam z biosignature modulacijo, lahko povišano stopnjo vnetja zelo dobro opazim, kadar je maščoba, ki jo primemo, lahko jo tudi sami potipamo, bistveno bolj trda. Se pravi, zelo dober znak, kadar začnemo z izgubo maščobe, je, da maščoba postane mehkejša. Zakaj? Zaradi tega, ker enostavno se bolje prekrvavi. Ko je stopnja vnetja visoka, je maščoba trda in zbita. No, pa če se vrnemo nazaj k zdravju, se pravi, maščoba okrog notranjih organov, to je tista skrita maščoba, je glavni problem. In ta maščoba praktično ni samo uskladiščeno maslo, ampak je v bistvu organ, ki izloča vnetne molekule. In te vnetne molekule povzročajo dodatne obremenitve v našem telesu in višajo stopnjo vnetja v telesu. In kadar se stopnja vnetja v našem telesu viša, se viša tudi raven kortizola, našega stresnega hormona, ki posledično, da ima seveda vpliv na veliko faktorjev, ampak bistvo, kar se zdaj želim povedati, je, da spet viša raven sladkorja v krvi in raven sladkorja v krvi potem ponovno ta cel ciklus začara. Se pravi, slabša občutljivost celic na inzulin zaradi prevečkrat povišanega sladkorja in prevelike prisotnosti inzulina povzroči, da naše mišice več ne sprejemajo hrane, kolikor bi je morale, ampak to hrano raje prepuščajo maščobi, ki se kopiči. Obenem pa naše telo ni zmožno uporabljati te maščobe kot vir energije in raje kot vir energije uporablja naše mišice. Takrat smo v tem začaranem krogu, se pravi, krvna slika je slaba, počutje je slabo, mišična masa nam upada in maščoba se nam kopiči. Tako da nikoli ne smemo biti zaslepljeni s tem, da če smo na vagi v redu, če imamo po BMI-ju naš indeks v redu, veliko bolje je, če damo poudarek na našo telesno kompozicijo, ki lahko, ne glede na krvne izvide, zelo veliko pokaže. Če bomo že naredili krvne preiskave, bodite pozorni ali bodi pozorni na naslednje. Kakšno je razmerje med HDL, LDL holesterolom ter trigliceridi? Se pravi, želimo si, da je HDL višji, LDL nižji, ampak najbolj pomembno pa je, da so trigliceridi nizki in razmerje med HDL-om in trigliceridi je tisto, ki največ pove o zdravju profila maščob. Se pravi, bolj ko je v prid HDL-u napram trigliceridom, boljše je. Naslednja stvar je, da preverimo naš sladkor, ampak ni dovolj, če samo enkrat v dnevu pogledamo naš sladkor. Če nimamo recimo možnosti izmeriti neko povprečje, to je HbA1c, ki seveda ni tudi ne 100% zanesljivo, je dobro, da sami naredimo test in sicer koliko se nam dvigne sladkor po določeni jedi, v kakšnem časovnem obdobju in kako dolgo rabi, da spet pade na normalno raven. Zraven meritve sladkorja in profila maščob pa še vedno dobro pogledati
stopnjo vnetja in to je visoko občutljiv CRP. Tega pa si želimo imeti manj kot 1. To lahko vse naredimo sami in vedeli bomo bistveno več, kot smo vedeli doslej. Tudi telesna kompozicija pa bo boljša.